z ljudmi sprejeli zakon o nepremičnine, ki ga popravimo in uveljavimo s 1.1.2015. Kakšni davščine potem predlagate? Kakšni nepremičninski davek? Mi govorimo, da je za leto 2014 primerna osnova nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. V tem času se pa dogovorimo, kakšen bo primerno in pravično razdeljen davek na nepremičnine v letu 2015. Kakšen bo pa bil po vašem mnenju? Ja, gledajte, tako kot vse državljane, nas obrtnike, podjetnike, ta davek izredno prizadane, zato smo tu in smo zbirali te podpise in seveda naprej. Mi računamo, da bo država oziroma vlada in seveda parlament, predsednik parlamenta, poslanci videli, da enostavno tega zakona obrtniki, podjetniki ne prenesejo. Naj nam pustijo delati, naj nam pustijo zaposlovati in seveda naj postavijo normalne pogoje za delo. Seveda želimo, da ta zakon vzamejo po hitrem postopku in da gre po redni proceduri, da se dogovorimo. Še enkrat, mi obrtniki, podjetniki želimo plačevati dajatve v tej državi, samo ne na tak način. Kaj vam pomeni politična stabilnost? Politična stabilnost nam pomeni država, v kateri lahko ustvarjamo, delamo, zaposlujemo, zapravljamo in seveda tudi vzdržujemo tako javno infrastrukturo in vse ostale, kar se pravi zdravstvo, šolstvo in vse ostalo. Kakšne davke pa vi želite? Ja, glede na to, če se bo to nadaljevalo, mi se ne bomo ustavili pri tem in seveda naši obrtniki, podjetniki od nas zahtevajo, da nadaljujemo z ostalimi aktivnostmi, na vse zadnjo tudi za državno nepokorščino ali kako želiti s protesti. Koliko verjetno se vam pa zdi, da bo karkoli uslišano? Če enostavno lahko povem, mislim, da bi morali nas uslišati, ne? Ampak imamo malo možnosti, seveda naslednji korak je pa ustavna presoja tega zakona. Mogoče dodam, da je v Evropi 1,5 milijona podpisov proti direktivi, ki bi privatizirala vodne vire, bilo uspešnih. Če izračunamo naših 50 tisoč, mi imamo 8-krat več podpisov, kot so izbrali Evropejci v daljšem obdobju, kot mi v enem tednu. Zbiranje se bo še nadaljevalo in upam, da je Slovenija tudi toliko demokratična in toliko evropska, da bo svoje ljudi slišala. Med nami tudi predstavnik brezposelnih, ki se je v zadnjem času pridružil in mogoče prav, da tudi on pove nekaj stavkov na problem brezposelnih. Ja, mi smo se priključili k tem, ker mislimo, da je to pač nepravično. Poleg tega pa tudi udarilo bo tudi te ljudi, ki že sedaj nimajo veliko in obenem tudi tiste ljudi, ki so reševali stanovanjski problem. To se pravi, da niso bili na grbi države, ampak so si zgradili lastno stanovanje. Se pridružujem obema govornikoma in sicer hočemo pravično državo, seveda želimo pa tudi, da bi temeljilo na uporabi mestnega zemljišča, posebno pri tistih ljudeh, ki že sedaj nimajo, da bi plačali položaj. Prosim. Cence Livan, predsednik društva nezaposlenih socialno ogroženih Slovenije. Kakšen nepremičninski davek bi za vas predvideli? Ključni problem tega zakona je, da je predviden nepremičninski davek, ki v prvi vrsti zajema 200 milijonov kriznega davka. To je davek, ki gre za polnjenje proračunske luknje. Nov zakon bi moral biti na osnovni v višini, se pravi v številkah, enak dosedanjemu nadomestilu za stavbna zemljišča, to je 200 milijonov evrov, in ostati v pristojnosti občin, kjer bi tudi lokalne skupnosti lahko vodile stanovanjske, gospodarske in podobne politike. Zelo sporno in tudi nepravično in tudi zagotovo ustavno sporno pa je predvsem to množično vrednotenje, ki enostavno dela krivice, kajti ljudje po državi bodo zelo krivično plačevali davek, vekolikor bo tako kot zakon predvideva vrednotenja tista osnova. To so ključni popravki, ki jih je potrebno narediti, zato rabimo tudi čas, ta zakon skomunicirati z ljudmi, se predstaviti, tako kot smo ga mi predstavljali zadnji teden širom po Sloveniji, to bomo počeli tudi v tem tednu in zagotovo mora na to poti tudi vlada in pa vladna koalicija. Hvala lepa.